Čas je živel soldat. Ravno je prišel iz vojske in se je vračal. Nato je srečal staro ženico, bila je čarovnica, odurna in grda. Ker je bil prijazen, jo je odgovoril. Živijo, čarovnica, so vas opekle koprive? Niso. Dobar dan, kako ste? V onem starem drevetu leži tri vrata in v prvih so en škatla, ki so dinari, bakrami, novčki in v njih čuva en velik pes, ima zelo velike oči. In v drugih vratih ima ena velika skrinja, v koji so srebrni dinari in njih čuva en velik pes, oči samo kot mlinsko kotlo, ja. In v tretjih vratih imajo 11 škatla, v koji so zlatni novčki, dinari, in njih čuva en zelo velik pes, oči samo kot sad Ljubljane. In moraš mi prinesti žigalnico. Ja, kako pa naj to naredim, prijem me ti se požrejo. Izvoli to, ne vem kako se imenuje. Pusti dol in spusti vsa dol. Soldat je pogledal navodila in začel drevo. Najprej je odprl prva vrata in zagledal je psa z očmi velikosti kavnih skodelic. Položil ga je na preprogo, pes se je vkotil in odprl je skrinjo. Nato si je vzel veliko bakrenih novcev. Dal jih je vse žepe, kar jih je lahko nesel. Nato je šel še do drugih vrat. Spet jih je odprl in tam ga je čakal pes z velikosti oči kot mlinska kolesa. Odprl je skrinjo, položil je psa na preprogo. Pes se je vkrotil, nato pa je odprl skrinjo. Zaslepili so ga srebrni kovanci in odvrgal je bakrene in vzel srebrne. To pa mu ni bilo dovolj, zato je šel še v tretjo sobo. Dan ga je čakal ogromen pes, velikosti oči kot stolpe Ljubljane. Položil ga je na preprogo, pes se je vkrotil, nato pa je odprl skrinjo. Tam so bili zlati kovanci, vzel je jih, koliko jih je mogel, srebrne pa je vse zavrgal. Kje je žgalica? Pozabil sem. Izvoli, ampak preden ti ga izročim, mi povej, kaj boš storila z njim. To te pa ne briga. Od tega bom pa kar jaz imel. Zgini, čarovnica stara. Kako sem bogat. Koliko imam sedaj denarja. Kaj bom naredil prvo? Prvo si bom kupil veliko hišo. Seveda, hišo. Sedaj mi pa kar denar zgine. Samo še 20 novcev imam. Kaj bom storil z 20 novci? Zadnji denar bom uporabil za včlanitev v knjižnico. Zdi se mi, da članarina stane 19 evrov. Ampak škoda, ker sem že polnoleten in moram zanjo plačati. Dobro, bom to storil. Ampak kako bom potem bral, ko bo temno? Aha, saj imam vžigalnik. Pes! Želite pa, gospodar? Pripelji mi princeso, to je moja želja, prosim. Oh, tako lepa je, kaj poljubil bi jo.
Imaš številka 2. Lahko danes ti pripeljal princeso iz Tronastega gradu. Še vedno je lepa. Bi mi lahko pripeljali princeso? Ja. O, kako je lepa. Okay, kaj se tu nekaj dogaja? Kaj je to z našo princeso? Afera? Okay, slišal sem, da je bil to en vojak, ki je delal nekaj z našo princeso. Morate ga ujeti in ga pripeljite sem. Ne! Ok, ker si ujici in zato boš moral umreti. Kaj si delal? Obešen boš. Hej, mimoidoči mestjan. Bi mi lahko prinesel vžigalnik, ki sem ga pustil doma, ampak hitro pošlo noge. Dobro, zdaj imam vžigalnik in me lahko pelje v sodbo. Ja. Ok, navislice z njim. Gospod kralj, bi lahko prosil še za eno uslugo, preden umrem? No, to je ponavadi naša tradicija. Povej, kaj želiš? Lahko še prižgem eno zadnjo pipo tobaka. No, lahko, čeprav ministrstvo za zdravje opozarja, da je škodljivo zdravje. Ok. Pobite vse razen princese. Iz baklenega gradu je prišla kraljična in postala kraljica in to ji je bilo zelo všeč. Svadba je trajala 8 dni in psi so sedeli za mizo in debelo gledali.